obravnavali smo letna poročila naših zavodov, in sicer Koroške lekarne in pa Zdravstveno-reševalnega centra. Bili seznanjeni z potekom dogovora za razvoj regij o pripravi 99. člena zakona o obnovi, tako da teh vsebin je bilo kar nekaj, poleg tega pa še tudi predstavitev enega izmed interesentov za umestitev zavetišča tukaj pri nas na Koroškem. Mogoče ravno v tem zavetišču na koncu ne nazadnje se zagotovo v regiji pozna potreba po tem, da bi bilo eno takšno. Mislim, da se vse občine srečujemo z to problematiko. Občine so seveda z zakonom dolžne poskrbeti za zapuščene živali in nažalost vseh teh letih nekako nismo umestili v Koroški regiji zavetišča za živali, kar bi tudi občinam olajšalo vso to oskrbo, ves ta protokol. Zdaj občine rešujemo to problematiko na različne načine, imamo sklenjene ali pogodbe z kakšno veterino. Je pa dejstvo, da mest v zavetiščih drugod, v Mariboru, Ljubljani je zelo malo oziroma jih ni. Pogosto se dogaja, da ne morejo sprejeti teh zapuščenih živali in pa seveda strošek je tudi zelo velik. In naš namen vseh teh naših občin, 12 občin, je seveda, da umestimo regijsko zavetišče za živali z tema dvema predlogoma, o čemer bomo tudi seveda še odločali in pa sprejeli tudi odločitev. Ne nazadnje pa tudi o lekarni, o dodatnih prostorih. O dodatnih prostorih, ja, v trgovskem centru Katica v Slovenj Gradcu, kjer je tudi direktorica Koroške lekarne predstavila namero nakupa teh prostorov, da bi se ta enota, ki je sedaj v Slovenj Gradcu v Katici, umestila v večje, lepše prostore in da bi tudi ta lekarniška dejavnost se na tak način tudi v Koroški regiji razvijala dalje.